Dober dan. Kampanja pred evropskimi volitvami je na vrhuncu. Kandidati nagovarjajo še zadnje volivce. Gostimo pa jih tudi na N1 v dvojicah. Danes sta z nami Aleš Hojs, SDS, dober dan, dobrodošli, in Milan Brglez, SD, dober dan, lep pozdrav. Dober dan. Danes jasneje kot kdajkoli prej vidimo, kako pomembno je imeti evropsko in nemško obrambno industrijo, ki lahko neprekinjeno proizvaja vse glavne vrste orožja in potrebno strelivo. To so besede nemškega kanclerja Olafa Scholza, ta teden socialdemokrata, torej iz iste politične skupine kot vi, gospod Brglez. Gospod Hojs, hkrati pa je to stališče, ki, čeprav razumemo program vaše stranke, ni daleč od vašega. Ali Evropa potrebuje krepitev obrambne industrije, na kakšen način in ali potrebuje tudi evropsko vojsko? Ja, vsekakor. Poglejte, krepitev obrambne industrije se je pokazala najbolj intenzivno po ruski agresiji na Ukrajino. Ob tem, da smo desne stranke, torej Evropski ljudski stranki, pravzaprav že ves čas opozarjali, da je na tem področju potrebno narediti več. Če nas je o tem pred 6 ali pa 7 leti zelo intenzivno nekako opominjal na to ameriški predsednik Trump, je ta intenzivnost z novim ameriškim predsednikom pred 4 leti Bidenom kar nekaj upadla. Po agresiji na Rusijo pa so pravzaprav se vsi zavedli, da je varnost, torej najbolj ključna zadeva, ki jo je potrebno zagotoviti naši civilizaciji, torej evropski civilizaciji. In glede na to, da je gospod Scholz socialist, torej predstavnik gospoda Brgleza, družine, je več kot očitno, da so tudi socialisti vsaj v teh bolj razvitih jedrnih evropskih državah dojeli, da je varnost na prvem mestu in seveda, da je potrebno za tako varnost imeti tudi, če ne drugega, vsaj svojo industrijo. Zdaj, okrog evropske vojske je pa seveda zadeva malce težja. Vsi vemo, da je bilo to v desetletjih po drugi svetovni vojni pravzaprav nepredstavljivo zaradi konflikta na eni strani zmagovalcev, torej Francozov, na drugi strani poražencev Nemcev. Se pa danes nakazuje, da je ta ideja vedno bolj živa. Sam sicer zagovarjam stališče, da bi v tem trenutku morali najprej intenzivirati naša vlaganja v zavezništvo, torej v zavezništvo NATO. To bi v bistvu po moji oceni v veliki meri zadostovalo. In nenazadnje ta krepitev zavezništva NATO se kot zelo ustrezna kaže tako na Poljskem, v vseh baltskih državah, na Madžarskem in tako naprej. Torej, vprašanje je, če v tem trenutku razmišljati o podvajanju teh kapacitet vojaških. Vsekakor pa seveda, kot sem rekel, varnost je na prvem mestu in mora biti ena od ključnih prioritet tudi naslednjega evropskega mandata. Gospod Brglez, ali vi podpirate izjavo nemškega kanclerja, socialnega demokrata Scholza, o krepitvi evropske vojaške industrije in kako vidite te pobude za ustanovitev vojske EU? Najprej glede same vojske. Ni v pogodbah, ker za karkoli tazga bi potrebovali spremembo pogodb. To je prekomplicirano v tem trenutku, da bi sploh lahko razmišljali v to smer. Tisto, kar se skuša razmišljati, je dejansko krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva v smislu povezovanja navzven, ne navznoter. In tukaj izgleda pač ena od tistih zadev, ki bo tudi Draghijevo poročilo izpostavilo, je prav evropska oborožitvena industrija. Mene je vedno malo strah, ko Nemci kaj takšnega rečejo, ampak zagovarja pač nemške nacionalne interese. V bistvu. To je pač ena od industrij, kjer vidi in kjer je izvoz žal tudi na številna konfliktna območja takšen, da v bistvu, postavlja včasih tudi kakšna mednarodna pravna vprašanja. Ampak je bolj pomembno nekaj drugega. Ali pomeni to povezovanje vojaške industrije? Kaj to pomeni za nas? Če bo to ena od tistih ključnih prednosti ali pa konkurenčnih prednosti, ki naj bi Evropa imela kontra ostalemu svetu. Kaj pomeni to za našo industrijo, ki se bo mogla tudi vključiti v te verige? Ja, vsekakor pomeni precej manj, kot dokler je bil gonilo recimo nemška avtomobilska industrija ali pa karkoli drugega. Vsekakor to ni preveč dober znak za manjša podjetja oziroma za male države. In na drugi strani, ja, je potrebna malo skepsa, ko Nemci kaj takšnega rečejo. Zaradi tega, ker je Evropa vedno za Nemce pomenila v bistvu prostor, ki jih nekako obda in najdemo skupni interes v Evropi. Po drugi strani je pa to lahko tudi do določene mere odgovor seveda na tisto zunanje grožnje, ki nedvomno so. Prej je bila majčkena napaka, agresija na Ukrajino se je zgodila.
Normalno, da Evropa kaj drugega kot pomagati Ukrajini, da se brani, ne more v tem primeru narediti. Vsekakor je pa to moje tudi stališče kot slovenskega socialdemokrata. Ja, to je treba delati, ampak je hkrati treba tudi poiskati diplomatske načine, da se takšne sovražnosti, ki nas ogrožajo, končajo. Se opravičujem, če sem naredil lapsus, pa sem rekel agresijo na Rusijo, potem se opravičujem, mislil sem ruska agresija na Ukrajino. Hvala za popravek, gospod Brglez. To sem vas hotel vprašati, gospod Hojs, to, kar je rekel gospod Brglez, ta krepitev te vojaške industrije, da bi lahko, to me zanima, bi lahko škodila potem evropskemu slovenskemu gospodarstvu? Jaz mislim, da nikakor ne. Poglejte, Slovenci smo se vedno v zgodovini nekako izkazali kot izjemni rokodelci, izjemni podjetniki, česarkoli smo se lotili, smo pravzaprav delali dobro. Po drugi strani so Nemci v vsej svoji industriji, katerokoli industrijo imajo, če jo pogledate do danes, to je bodisi avtomobilska, bodisi industrija bele tehnike, bodisi farmacevtska industrija, katerekoli industrija, so pravzaprav potrebovali tako imenovane supplierje, torej dobavitelje. In prepričan sem, da bi Slovenci tudi v tej tržni niši našli dovolj prostora, da bi lahko ustrezno zagotovili vse tisto, kar bi nemška vojaška industrija zahtevala. Nenazadnje smo v Sloveniji imeli že, če se spomnite, kar precej intenzivno oblikovanje slovenskega vojaškega grozda. Sam sem v tem oblikovanju pred 10 leti tudi intenzivno, kot obrambni minister, tudi intenzivno sodeloval in moram reči, da mi je tam veliko podjetnikov povedalo in reklo, da je tukaj prostor za naše podjetnike izjemno širok. In se mi zdi pravzaprav škoda, da bi iz nekih ideoloških razlogov, torej iz tega, ker vemo, da pač žal je vojaška industrija tudi del tega, da nekako proizvaja smrtonosno orožje, ampak veste, ko gre za zavarovanje naših življenj, ko gre za zavarovanje naše demokracije, ko gre za zavarovanje naše civilizacije, se mi zdi pravzaprav taka vprašanja se mi zdijo nepomembna. Našo civilizacijo, naše ljudi, naše področje je treba kakorkoli in na vsak način zavarovati. Torej tudi z orožjem. Gospod Brglez. Vsekakor se sam zavzemam za precej širši koncept varnosti, torej za človekovo varnost, ne zgolj za to, kar pravzaprav predstavlja orožje kot tako. Po drugi strani je pa tudi res, da je vlaganje v to vrstno industrijo vedno imelo tudi dobre učinke za civilno družbo, od interneta. Številne zadeve lahko pravzaprav proizvede tudi vlaganje v to, ampak ne na račun na drugi strani človekove varnosti. V človekovo varnost se pa vlaga na ta način, da se vlaga tudi v socialo, torej da se vlaga v to, da ljudje tukaj dobro živijo, da ima Evropa konec koncev tudi legitimnost, da lahko to počne. Ne moreš celotne zadeve reducirati zgolj na en nivo. In na vso srečo smo se v tem mandatu naučili biti solidarni, tudi ko se soočamo s pandemijo in s podobnimi zadevami in znamo z skupnimi sredstvi narediti več, kot bi lahko vsaka država za sebe. Dejstvo pa je, da tudi konflikti krepijo migracijske tokove proti Evropi in ravno ta teden je italijanska premijerka Giorgia Meloni napovedala, da se bodo italijanski centri za migrante odprli v Albaniji 1. avgusta, ne glede na karkoli. Gre za to, da bo Italija v Albanijo odlagala ilegalne migrante, ki jih bodo prestregli na morju. V Albaniji bodo obravnavani in če bodo dobili status, bodo lahko šli v Italijo, če pa ne, pa kdo ve kam. Albanija bo v 5 letih od Italije zato dobila okoli 700 milijonov evrov. Gospod Brglez, kako gledate na to? Ja, to je v osnovi mal posmeh temu, kar smo v Evropi z skupnim dogovorom, z tem paktom o migracijah in azilu pravzaprav poskušali narediti. Se pravičujem, vi niste glasovali v njem, vi ga sicer podprli? Ne, zaradi tega, seveda. Okay. Seveda, tukaj ni kaj, to je pač nekaj, kar smo po 10 letih končno uspeli narediti in kar je v osnovi boljše kot tisto, kar imamo tudi v svoji zakonodaji zapisano v primeru izjemnih zadev in izjemnega navala, kompleksne krize, kot pravimo. Zaradi tega, ker vsaj na skupni ravni dopušča minimalne postopke, ki ločijo tiste, ki si zaščito zaslužijo, torej azilante, od tistih, ki si je ne. In seveda so potem postopki za ene in za druge pravzaprav različni. In jaz mislim, da je to prispevek k skupnemu upravljanju migracij. Kaj pa to, kar vas sprašujem? Ja.
te centre v Albaniji? Ja, Je to tak prispevek? Ne, ni. To gre kontra temu. To pomeni v bistvu samo eksternalizacije v bistvu problema na neko drugo državo, niti ne reševanje zadeve na izvoru z, bom rekel, vlaganjem v razvojno pomoč in podobne zadeve, zaradi tega, da pač te migracije se od tam ne napajajo, ker je pač so delovna mesta in možnost preživetja tudi tam. Gospod Hojs? Ja, najprej bi rekel, da kar se tiče naših vrednot, pa tega, kar je gospod Brglez govoril v smislu socialne zaščite, delovskih pravic in tako naprej, je na področju varnosti seveda najprej pomembno, da smo živi. Ne? Torej, nam ne pomaga nobena zdravstvena oskrba, nobeno šolstvo, nam nič ne pomaga, če smo mrtvi. Ne? In zato, da smo živi, moramo najprej zavarovati, najprej sebe zavarovati. To, kar je naredila Evropska unija v zadnjem mandatu, torej res po dolgih 8 letih, s tem paktom o migracijah in azilu je po mojem strel v koleno. Jaz moram odkrito povedati, da sem sam sodeloval kot predsedujoči notranjih ministrov in mimogrede, gospa komisarka, gospa Ilva Johansson je socialistka, torej iz družine gospoda Brgleza, dvakratna ali pa trikratna ministrica na Švedskem, v času, ko so na veliko vabili te migrante na Švedsko, torej integrirali se bodo, začeli bodo delati, ni problem z našo kulturo. Danes lahko vidite, kakšne probleme na Švedskem, ja, torej policija ne more več stopati v dele Malmöja, Štokholm je popolnoma razsut. In seveda, jaz sem takrat tej gospe komisarki povedal, da vidim v teh predlogih, ki jih je dala na mizo, precej posnemanja tega, kar je bilo na Švedskem in da v času mojega predsedovanja tega niti dnevni red ne bom dal. Sveda sem si takrat nakopal kar veliko zamere z njene strani, ampak še danes verjamem, da sem ravnal prav. Namreč zakaj? V tem paktu in migracijah in azilu so naredili dve osnovni napaki. Del tega pakta je dober, potrebno je povedati, del pakta je dober, torej povedali so, da je potrebno zavarovati naše meje na zunanji strani, na zunanjih mejah Evropske unije, da bomo tam delali triažo, da bomo tam izvajali biometrijo, tako kot v Ameriki recimo, ne, da bomo tam preprečevali vdore ilegalnih migracij, da bomo tja napotovali Frontex in ostale sile, ampak ob tem, ko so to naredili dobro, so pa povedali, da bo to začelo veljati šele leta 2026. Si predstavljate? Torej 2 leti so rekli, no zdaj pa vsi tihotapci, vsi tisti, ki še mislite, imate čas do leta 2026, pol bomo pa začeli mi resno delati. Ne? Torej popolna napaka. Drugi del, ki je pa še naravnost grozljiv, če temu tako rečem, so pa sprejeli, da bomo obvezno relocirali migrante. Ne? In zdaj bom povedal 2 primera. Če pa ne, potem pa plačaš pač za vsakega drži, ampak 22.000 evrov na osebo. Si vi predstavljate, pa bodimo realni, ne? Predstavljate si, da Romunija sprejme 2000 migrantov. Zato in reče, jaz pa tega ne bom plačala, vzela bom 2000 migrantov. Pa kaj, vi resno mislite, da bo tistih 2000 migrantov ostalo v Romuniji? Mislim, pa kdo se tukaj norca dela iz teh držav? Torej 2000 migrantov bo Romunija vzela in čez 2 meseca bo teh 2000 migrantov nekje v Frankfurtu, v Amsterdamu ali pa v Barceloni. Če bomo pa mi, ne, to, kar govori naš notranji minister, kar je pa druga norost, ne, da jih ne bomo vzeli, bomo pa mi plačevali za migrante v Frankfurtu, v Barceloni in v Amsterdamu. Torej, popoln strel v koleno. Ampak, če bi bili vi notranji minister, bi vi zagovarjali, da tudi Slovenija na zahodno-balkanski poti dogovori in plača tako odlagališče prebežnikov, recimo, kot je zdaj pač ta dogovor Italija, Albanija? Ne, gotovo ne v Albaniji. Ampak poglejte, jaz sem imel kar precej pogovorov. Ali kjerkoli? Da, kjerkoli pa ja. Jaz sem imel precej pogovorov, recimo, z enimi najbolj uspešnih držav, ki imajo sicer ne zgolj srečo, ampak so bili tako pogumni, da so se v času pristopa k Evropski uniji izpogajali, da ta pakt ali pa vse, kar je v zvezi z migranti, za njih ne velja. To je Danska. Poznate Dansko, ne? Torej Danska je izvzem iz tega pakta o migracijah in oni so povedali, da se oni te skupne migrantske politike v Evropi, ki je milo rečeno res škandalozna, nagrado. Ampak kje bi tak center odprli, če ne v Albaniji? V tretjih državah, ne v Albaniji. Jaz mislim, da Albancev ni prav veliko, ki bežijo v Evropo, ne? Imate pa ogromno teh ljudi, ogromno teh ljudi v Siriji, imate jih v Severni Afriki in tako naprej. Tam je potrebno odpreti take centre, ne? Tam je potrebno delati triažo. Tem državam je potrebno pomagati, zato da ljudje ne bodo bežali v Evropo, ampak da bodo na svojih ozemljih naredili njihovim prebivalcem primerno in dostojno življenje. Gospod Brglez. Pa se je govorilo pravzaprav istem, samo on govori o tem, da je treba tam neke takšne centre narediti, jaz pravim pa, da je treba razvojno pomoč tja dati. Ker razvojna pomoč ima ta učinek Jaz sem povedal boje. Na izvoru. Povedal sem oboje. Centre tam in pomoč tam.
na izvoru je treba te zadeve. Ampak ne v Albaniji. Ne? Ja, tukaj se strinjava, ne v Albaniji, ampak jaz pravim to tudi zaradi tega, ker gre kontra mednarodnemu pravu in kontra naši ustavi, konec koncev. Mislim, mi moramo te zadeve v skladu z tistim, kar svoja pravila poznamo in ta svoja pravila moramo spoštovati, če smo država. Je bilo pa ravno v teh dneh objavljeno poročilo Lighthouse Reports v sodelovanju z nekaterimi najbolj eminentnimi svetovnimi mediji. Poročilo pravi, da so v Maroku, Tuniziji in Mauretaniji, ki jim EU plačuje zadrževanje migrantov, ti izpostavljeni tudi ugrabitvam, izseljevanju, mučenju, spolnemu nasilju, smrti, da nekatere prodajo trgovcem z ljudmi in tolpam. Vsako leto pa več 10 000 temnopoltih migrantov odpeljajo v puščavo, da jim onemogočijo prihod v EU. Po tem poročilu Evropska unija te operacije podpira, financira in je vanje vpletena. Zdaj podpredsednik Evropske komisije Skinas pravi, da noben evropski denar ne gre za take operacije, ampak glede na to, kaj se po tem poročilu dogaja z ilegalnimi migranti na severu Afrike, kako pa, gospod Hojs, vi vidite to plat njihovega življenja? To plat te zgodbe vidim iz lastnih izkušenj. V času, ko smo predsedovali, so evropski levičarji, mislim, da je bila takrat vključena tudi una gospa Sofija, kaj je že bila, Spolja, ali kako se že piše, Nizozemka, tako naprej, ne. Prinesla pa gospa, recimo Nataša Sukič je to delila po slovenskem parlamentu, dve debeli knjigi, mislim, da so se imenovali Black Book of Migration ali nekaj takega. Ne? Mislim, ko jaz sem tiste knjige prebral, ne? In moram reči, že toliko laži, kot so jih na dveh straneh o slovenski vladi, pa meni osebno napisali, še nisem videl v svojem življenju. Torej, na dveh straneh so napisali take stvari, kaj jaz vse počnem z migranti. Da jih skoraj da ne, da jih utapljam v obmejnih rekah. Ampak jaz vas sprašujem, jaz bi rad najprej videl to poročilo, da bi lahko ocenil, kdo ga je naredil, veste? Potrebno pa reči, kdo ga je naredil. Pa se je javno dostopno, narejeno je bilo s svetovnimi mediji, Washington Post, Le Monde, Der Spiegel in Pais. Informacije pa so zbirali tudi s pogovori s sedanjimi in nekdanjimi uradniki Unije ter viri v nacionalnih policijskih uradih. Levičarski mediji, levičarska propaganda, ki seveda želi na vsak način destabilizirati Evropo. To je cilj teh levičarjev. Torej, vi ne verjamete, da se na severu Afrike z ilegalnimi migranti dogaja to, kar piše v tem poročilu? V takem obsegu, kot piše, tudi če ga ne preberem, ne verjamem. Verjamem pa... Mislite, da tam lepo skrbijo? Ne, verjamem pa, da množica tihotapcev izkorišča to problematiko. Da množica tihotapcev, ki so prav tako del njihove civilizacije, na račun teh bogih in revnih ljudi nekako služi. In v popolnosti verjamem podpredsedniku Skinasu, torej osebno ga poznam, da Evropska komisija oziroma evropski denar gotovo ne odhaja za take stvari. Ja, ampak to ne zanika tega, da se je to tam lahko dogajalo, a ne, gospod Brglez? Ne, ampak poročilo piše tako, kot da je Evropska komisija v to vpletena. Tako ste prej prebral. Da, to pravi poročilo. In kaj se z njimi tam dogaja? To pa jaz absolutno ne verjamem, da bi bila Evropska komisija v to vpletena. To se da raziskati in to za sabo potegne. Če pa je komisija vpletena, tudi pravno odgovornost. Potem pa ne vem, kaj so delali parlamentarci 5 let v parlamentu. Kadarkoli smo hoteli, karkoli tazga zglasovati, je desna stran preprečila to vrsto glasovanje. Oziroma preglasovala nas v takih primerih. Ampak dobro, manjši problem. Problem pravne odgovornosti je pa velik v bistvu in pomeni v bistvu, če se ti ukvarjaš na ta način z migranti, da jih potiskaš nazaj ali pa da jih vračaš brez samih postopkov, brez ustreznih varovalk, v bistvu prideš do tega, da kršiš eno temeljnih prepovedi, ki obstajajo v mednarodnem merilu, in to je prepoved mučenja. In za vse te stvari, ki se dogajajo tudi tam, je lahko ali odgovorna Evropska unija, ali neka konkretna država. Če bi bili postopki vpleteni mi, vse, kar se jim zgodi potem, ko se vračajo nazaj, je pravzaprav tudi naša odgovornost. To odgovarjamo ali pred sodiščem EU ali pa pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V bistvu ti naši standardi morajo to prestati. Še za ta pakt ni jasno, če bo prestal vsa ta merila, da smo si zelo na jasnem. Tako da ta pakt si zasluži kritiko tudi iz tega vidika, da pravzaprav poskuša včasih celo zaubiti mednarodno pravo, ki se je izoblikovalo in ki od držav zahteva, da tistim, ki azil potrebujejo, da se jih ne vrača in da se jim omogoči v bistvu do določene mere tudi integracijo znotraj tiste države oziroma da se jim omogoči pomoč od tega, ker jim je treba pomagati. Medtem ko tisti, ki pa pridejo na neregularen način,
tisti ali pa ločevanje enih in drugih je pa treba prepustiti ne politiki ali policiji, ampak na koncu sodstvu, zaradi tega, ker morajo biti postopki pravno varovani. To je način, ki ga imamo pri nas in to je način tudi v Evropi, ki od vseh zahteva, da pravzaprav prevzamemo odgovornost za to, kar počnemo. Ja, ampak za tiste ljudi na severu Afrike skrbijo tiste države, ne pa Evropa, ne? To je ta razlika, ne? Ja, in zdaj, če je zdaj to stvar medsebojnega dogovora, kot je recimo dogovor za Turčijo ali karkoli takega, to je na takih mejah mednarodnega prava, da se Evropa kaj z spoštovanjem mednarodnega prava, saj glede tega vprašanja, ne more hvaliti. Gospod Hojs. Poglejte, mi se moramo zavedati enega pomembnega dejstva, da je Ženevska konvencija in vse posledične pravne norme, ki so bile vezane na begunce, v bistvu nastajala v nekem povsem drugih časih. In seveda si takrat nihče ni predstavljal, da bo desetletja kasneje prišlo do takega eksemplaričnega izigravanja vseh teh konvencij, ne? Torej, če bi, jaz sem absolutno zagovornik, da vsem tistim, ki so begunci, ki bežijo ne pred vojno, ki so dejansko problematični, pomagamo. Da jim dajemo tudi azil, če je potrebno. Ampak gledajte, nihče me ne bo prepričal, da v vsej tej množici 10 tisočev in 10 tisočev hord, ki nekako prihajajo v Evropo, kjer so sami mladi moški od 20 do 30 let. Zadnjih let sploh ne vidimo več žensk in otrok, ali pa morda posameznico, ne? Da so to begunci, ki bežijo zaradi politične pripadnosti, ki bežijo zaradi vojn. Bežijo zaradi tega, ker jim je Evropa po neumnosti govorila, kako bodo tukaj integrirani, kako bodo tukaj lahko živeli, kako bodo tukaj lahko izkoriščali svoj ali pa naš socialni rekel, sistem, ki omogoča, da jih tukaj hranimo, jim dajemo denar in podobno. In seveda, lejte, najprej moramo poskrbeti za evropske državljane. Šele potem se bomo ukvarjali z problematiko tega, kako nekdo v Severni Afriki ravna z njihovimi državljani. Jaz mislim, da smo Evropejci najprej, ali pa evropski politiki, tukaj najprej zato, da zagotovimo dobro življenje, primerno varnost in pa seveda demografijo, ustrezno demografijo, zato da naša civilizacija obstane, zato smo tukaj v vlogi naših ljudi, ne v vlogi zagovornikov nekih, da rečem temu tako, azijskih ali pa afriških diktatorjev. Na kratko še vi, potem gremo naprej, gospod. Ja, v bistvu, v osnovi je problem teh tako imenovanih nereguliranih in nelegalnih, kot se konstantno poudarja. Nereguliranih. Nelegalni so lahko šele po tistem, ko to sodišče ugotovi. In nič prej. Ne bo to politika odločala. Ko gre za to vrstne primere, moramo vedeti, da je tega 10% tistih, ki so pa dejansko tukaj na reguliran način, ker jih potrebujemo. 3,5 milijone, od 3,5 milijone jih imamo na letni ravni. Od njih smo delno odvisni. Hkrati jim pa tudi znotraj evropskega prostora ne nudimo niti približno takšnih pa primerljivih standardov, kot so za vse ostale. Niso to evropski državljani, tukaj delajo in imajo manjšo zaščito v primerjavi z številnimi drugimi. Na vso srečo obstaja Evropska unija, ki lahko postavlja skupne standarde, da se skozi te špranje ne znižujejo standardi, na koncu tudi naših ljudi. Saj za to gre. Glejte, gospod Brglez, če želi nekdo v Evropi delati, potem pride na ambasado v svoji državi ali pa v bližnji državi ali pa pride na mejni plato, pa pove, da bi rad v Evropi delal. Torej, to je delovni migrant, ne? Ne plazi se po gozdovih, ne prečka ograj, ne ponižuje policistov, ki mu pomagajo in tako naprej. Torej, imamo dve kategorije. In bodimo iskreni, vsi te, ali pa večina teh, ki prihajajo danes v Evropo, ne pridejo sem zato, ker želijo delati, ampak povejo, da želijo azil. Poglejte, v Sloveniji imamo, mislim, da je v tem trenutku okrog, na pamet govorim, že preko 20 tisoč ilegalnih migrantov v tem letu, 90% teh ljudi pravi, da želijo azil. Mislim, če tukaj zdrava pamet ne govori, da je tukaj nekaj narobe. Pa še nekaj, ne, o tem, kar je povedal gospod Brglez. Glejte, mi smo imeli primere v Sloveniji, ko je odločilo sodišče, da je treba nekoga vrniti. In glej ga zlomka, ta gospod pride v poslansko skupino stranke. Govorite o Ahmadu Šamiju? Ja, gospod pride v poslansko skupino SD, v parlament, sedi zraven poslancev SD in oni sedijo vehementno in pravijo, ne, to nas pa nič ne briga, kaj je sodišče odločilo. Tako da, gledajte, taka dvojna merila, taki dvojni standardi, kot jih v Evropi, pa ne samo v Evropi, tudi v Sloveniji, nekako izkazujejo socialisti, so po moji oceni naravnost bizarni. Tu moramo naprej, gospod Brglez,
Po sedanjih raziskavah javnega mnenja se nakazuje, da bo EPP, torej Evropska ljudska stranka, ki pripada tudi SDS, na teh volitvah evropskih zmagala spet. Drugi pa bodo socialisti, ki jim pripadate vi, za večino pa bosta potrebovali še vsaj tretjo stranko. Ne? Bi vi podprli, da je to ECR, ki jo vodi Giorgia Meloni, italijanska premijerka, ki se v sodelovanju pogovarja s skrajno desničarko Marine Le Pen iz Francije? Ne, že sodelovanje z EPP bo zelo oteženo, če mislijo sodelovati na to stvar. Aha. Torej kaj, za vas ne pride v poštev takšno povezovanje? Ne pride v poštev, jaz sem to že to, da je bila sedanja predsednica komisije imenovana z pomočjo skrajnih desničarjev, pravzaprav Orbana, Kačinskega, dokazuje to, da je bilo že sedaj to pravzaprav problem. Zdaj, v tem mandatu, bi znalo biti to še večji problem in sodelovanje s socialistom z skrajnimi desničarji v Evropi ni, to smo se zavezali pred volitvami in tega se bomo držali. Ampak videli bomo, kakšna bo politična realnost potem 10. junija. Gospod Hojs, sta Giorgia Meloni in Marine Le Pen prihodnost evropske desnice? Več kot očitno sta obe ali pa bosta obe dosegli kar precej lepe rezultate v svojih državah. Sam nikogar ne bi podcenjeval, sploh pa ne bi na nek način želel diskreditirati voljo tako italijanskih kot francoskih volilcev. Konec koncev jih bodo izvolili italijanski in francoski volilci. Moram pa reči seveda, da za razliko od socialistov ali pa gospoda Brglesa, naša stranka ne stoji, ali pa naša družina v Evropi ne stoji na takih pogojih. Mi seveda smo globoko razočarani nad tem, kar se je dogajalo v zadnjem mandatu, ko smo se nekako zmenili za neko koalicijo z socialisti in z liberalci. Potem so pa v večini najbolj ključnih zadev socialisti in liberalci glasovali za skrajno levico. Sam ne ocenjujem, da bi torej evropski konzervativci bili skrajna desnica, daleč od tega. Mislim, da so malce bolj desno od nas. Mi nikogar v povezovanju v tem trenutku ne izključujemo, tako kot tega nikoli nismo delali doma. Se mi zdi, da bomo tudi na evropskem parketu najprej počakali, da vidimo, kakšni bodo rezultati. Vsekakor bomo kot, verjamem, da najmočnejša stranka tudi v prihodnjem Evropskem parlamentu pa zahtevali, da bo kakršnakoli že ta koalicija bo uravnotežena. Torej, če bi prišlo do koalicije socialisti, bomo vsekakor zahtevali, da bodo na drugi strani tudi konzervativci. To, da smo kot Evropska ljudska stranka šli zgor v koalicijo z socialisti, pa z liberalci, v naslednjem mandatu ne pride v poštev. Ja, ker če ne, je tudi vaš predsednik tukaj povedal, da bo EPP razpadla in da se bo oblikovala neka druga konzervativna večinska skupina. Ne pretirava s temi koalicijami. Ne? Od vprašanja do vprašanja se v Evropi gradijo koalicije. Torej, od enega dosjeja do drugega dosjeja pri posameznih amandmajih ni jih naprej danih. Vse je odvisno od ljudi, ki se pogajajo. Zaradi tega jaz res ne bi pretiraval s tem, da je zdaj pa a priori vse posod bo pa tako sodelovanje. Žal, sem tudi v prejšnjem mandatu so bili številna sodelovanja, recimo na zunanje političnem področju, kjer na vso srečo Evropski parlament nima številnih pristojnosti, oziroma praktično jih nima. Tudi z skrajno desnico, tudi z naše strani, moram priznati, ampak so bila bolj vezana na to, odkot ljudje prihajajo. Pač socialisti iz vzhodnoevropskih držav so pač v to smer delali in to spet zaradi svojih lastnih interesov in svojih ljudi in strahov, ki jih vidijo. Če dovolite samo tukaj, to pa moram reči. Poglejte, jaz sem prepričan, da seveda v novem parlamentu ne more biti več tako, kot je bilo v prejšnji sestavi. Torej, če smo v prejšnji sestavi gledali to, kar je zdaj lepo povedal gospod Brglez, ne, pa če povem malce bolj po domače. Oni so si tam razdelili stolčke. Zvolili so neko koalicijo, von der Leyenovo so nastavili, potem so med socialisti, liberalci... Ampak kako se del tega? Absolutno, se zato pa pravimo. A veste, potrebno se je zmeniti ne samo za stolčke, potrebno se je zmeniti tudi za vsebino. In da se bo dogajalo to, kar je povedal Brglez, da bo od vprašanja do vprašanja nastajala koalicija, tega se v SDS-u v Evropskem parlamentu ne gremo več. Mi se moramo vrniti na to, da se bomo tudi vsebinsko pred kakršnokoli koalicijo dogovorili, kakšna je tista smer, v katero gre Evropa. In smer, ki gre Evropa, v katero mora iti Evropa, gotovo ni smer, ki jo je Evropa začrtala v zadnjem mandatu. Smo v sklepnem delu. Gospod Brglez, razčistiva še to. Vi ste svojo fakulteto, kjer imate zamrznjeno redno zaposlitev v FDV, že obvestili, da se utegnete po teh volitvah vrniti kot predavatelj. Zakaj ste to storili? Ali ne verjamete v svojo ponovno izvolitev? Absolutno verjamem, ampak to je čista formalnost. Pač tam imam sklenjeno pogodbo, ki je zamrznjena do konca tega mandata. Normalno, da obvestiš,
zaradi tega, da računajo z potencialnimi urami in da nekako načrtovanje ur poteka že 1 leto naprej praktično. To je pač pedagoški proces in to je v bistvu povsem neka normalna tehnična zadeva in jo ne bi zlorabljal za take namene. Jaz absolutno mislim ostati v politiki. Ampak za vsak slučaj, če pa se zgodi, Ma ne za vsak slučaj, zaradi tega, ker moram. Ker tudi, če hočem potem podaljšati to zadevo, ko bom izvoljen, moram pravzaprav to narediti. To je nekaj, kar je nekaj najbolj normalnega, bodi si v nacionalni politiki, bodi si v evropski politiki za nekoga, ki je pač iz akademskih voda. Ja, tukaj moram pač tudi jaz reči, da v tem primeru absolutno razumem gospoda Brgleza, namreč potrebno se zavedati, da v Sloveniji vlada diktatura, torej v Sloveniji vlada gospod Golob. Mi imamo primere, ko so ljudje, ali pa danes, ko imajo ljudje zamrznjena mesta na Ministrstvu za obrambo, pa jih kasneje nočejo predsprejeti nazaj, ne? Tako da v tem primeru razumem to obvestilo, čisto kot preventivno. In seveda, veste, če smo priča v Sloveniji, da celo druge ustave, torej male ustave v parlamentu ne upoštevajo, ne? Kje je šele potem posameznik, ki se mora na delovno mesto vrniti? Zdaj, ko ste ravno omenili, vas moram to vprašati, najprej ker je rekel, da imamo diktaturo in potem, ko je omenil postopek v parlamentu, zadnji tak primer, to ste mislili, je bilo priznanje Palestine, ko je najprej SDS vložila, umaknila in potem še enkrat vložila predlog za zahtevo za posvetovalni referendum. Ni problem SDS, problem je bil, da v zakonodaji oziroma poslovniku lepo piše, koliko dni more miniti do tega. To bi želel vprašati, če dovolite, da ga vprašam. Nad poslovnikom je za začetek ustava. Ustava pravi, tudi v mojem primeru, ko sem imel takšen primer z sindikatom delavcev migrantov, pravi, da ko gre za zlorabo, in v tem primeru gre za eklatantno zlorabo, ko gre za takšno zlorabo, lahko predsednik državnega zbora intervenira in prepreči takšno zlorabo. In krši poslovnik. V tem primeru poslovniške zadeve ne, preprosto tega akta kot samega ne bi smelo sploh biti in o njem se ne bi smelo odločati. Preprosto mogo bi ga zavreči, če bi bilo to v skladu s tistim, kar je bilo tam. Zdaj so naredili nek drugi poslovniški manever, ki je privedel do iste rezultate, ampak po mojem ni toliko pomembno, važno je, da je zadeva prišla do konca. In na drugi strani, bom povedal tudi zakaj. Zaradi tega, ker to od nas pričakuje mednarodno pravo. Na drugi strani pa, kaj je dano predsedniku v takem primeru? V primeru eklatantne zlorabe mora on in katerikoli drugi organ poseči v to zadevo. Eklatantna zloraba, gospod Hojs? Eklatantna zloraba poslovnika strani UKZ-ja? Pa ne nazadnje, poglejte, sej že včeraj, če sem motil predvčerajšnjem, je Ustavno sodišče, ki je povsem njihovo, torej Ustavno sodišče, kjer je v bistvu razmerje 6:3 ugotovilo, da je ta Golobova vlada diktatorska. Torej, niti Ustavnega sodišča ne spoštuje. Ustavno sodišče je pred 2 dnevoma samo določilo, kakšne so plače sodnikov. Torej, ustavno, levo orientirano Ustavno sodišče je povedalo, da je ta vlada opravilno nesposobna. Tu ne bosta prišla skupaj, če dovolite, gospod Brglez, ker smo res pri koncu, moram še to vprašati gospoda Hojsa. Pri vas v SDS-u imate kar hudo bitko za preferenčne glasove, to slišimo, to nenazadnje tudi sami potrjujete, ko vas o tem sprašujemo. Najbrž bo kar presenečenje, če ne boste izvoljeni tudi vi, ampak bitka se odvija predvsem ali pa tudi med Brankom Grimsom, Francem Kanglerjem, Francem Breznikom, Zalo Tomašič. Komu od teh strankarskih kolegov bi vi osebno najbolj privoščili, da dobi mandat? Kdo se ga po vaše najbolj zasluži in zakaj? Poglejte, volilni sistem je tak, da je znotraj liste omogočen nabirati tudi preferenčne glasove. In seveda je vsak tisti, ki resno gre v tekmo, šel tudi to pot, da zase nekako navija, nabira preferenčne glasove. Vseh naših 9 kandidatov je odličnih in najbolj bom privoščil tistemu, ki jih bojo zbrali ljudje, tudi če mene ne bo med njimi. Dobro. S tem bomo zaključili, spoštovana gospoda. Jaz bi se vama lepo zahvalil, da ste prišla, gospod Aleš Hojs, SDS in gospod Milan Brglez, SD. Hvala lepa, saj veste, odločili bodo pa ljudje v nedeljo. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, lepo rokovanje. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda nismo še opravili soočeni, še enega imamo za vas, zato nas spremljajte na n1info.si, tam najdete tudi vse prejšnje, kot tudi na našem YouTube kanalu in seveda pri vseh ponudnikih podcastov. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.